Kakorkoli že, če pogledamo položaj države na začetku tega leta, potem lahko ugotovimo, da je bistveno slabši, kot je bil leta 2009 v začetku ali konec leta 2008. In ne samo to, bistveno slabši je, kot smo mislili, da je v mesecu decembru. In ko smo delali različne analize, takrat smo mislili, da je seveda gospodarski in finančni položaj boljši. To kažejo tudi nekateri podatki. Navsezadnje je zaostajanje Slovenije za povprečjem Evropske unije večje, kot je bilo takrat, kar z drugimi besedami pomeni, da so se države Evropske unije, mislim, da vse države razen dveh držav, hitreje razvijale v zadnjih 3 letih, kot se je Slovenija. Navsezadnje je bilo leta 2008 oziroma 2009, konec 2008, začetku leta 2009, 50.000 Slovencev in Slovenk več zaposlenih in navsezadnje je bilo takrat izdanih še več 10.000 dovoljenj za delavce iz tujine, ki so vsi po vrsti prispevali v vse blagajne, zdravstveno, pokojninsko, državni proračun. Zato je seveda takrat država bila v boljšem stanju. Kakorkoli že, boljše stanje je bilo navsezadnje tudi na področju predpisov. Približno 1/3 predpisov je bilo manj in tudi v tistem času je bilo manj 9 do 10.000 javnih uslužbencev. Kar pomeni na eni strani, da se je nezaposlenost v realnem sektorju, na področju gospodarstva povečala za približno 50.000 ljudi, v javnem sektorju se je zaposlenost povečala za približno 10.000 ljudi. To seveda pomeni tudi, da javni sektor potrebuje več denarja za plače in seveda ostale prejemke. Kakorkoli že, tudi finančno stanje, če pogledamo finančno stanje države, potem lahko ugotovimo, da je imela Slovenija v letu 2007 in 2008 izravnan proračun, kar dejansko z drugimi besedami pomeni, da smo porabili toliko, kot smo ustvarili. V letu 2012 in v letu 2011 se je zadeva spremenila. Ni več izravnanega proračuna, imamo primanjkljaj v višini 6,4% bruto družbenega proizvoda. Ali z drugimi besedami, vsako leto smo porabili približno za 2 milijarde več, kot smo ustvarili. Zato je porasel tudi javni dolg. In sicer javni dolg se je povečal iz približno 7,5 milijarde na 16 milijard v letu 2012. 16 milijard javnega dolga pomeni, da bomo letno plačali približno 700 milijonov obresti. Z drugimi besedami, namesto da bi dali denar za razvoj, za izobraževanje, ga bomo dajali za obresti. Ne samo mi, ne samo moja generacija, tudi prihodnji rodovi. Zaradi takšnega stanja, izvolite. Lepo prosim, vsi zbrani vidimo in dogajamo. Izključite prosim izvočenje sliša se. Zelo rad se ne morem znati. Veš kaj je, šele ne dela tale razen še kabel damo ven. Ne bi mogel dati na recept, so mi šel. Malo odmora bom jaz kaj. Da eno zapojemo živo. Tisto našo. Ampak
dodatnih imate se izvemo z vam samo. Ja. Pa ne grejo na ta mikrofon? Ja, naj na govornico hodijo. Na govornico? Naj na govornico. Cilj. Glede na dolg države in glede na primanjkljaj države je torej uravnotežen proračun. Uravnotežen proračun ne pomeni nič drugega, kot to, da je javna poraba, da je potrošnja enaka prihodkov. Skratka, da potrošimo toliko, koliko ustvarimo. Temu se ni zavezala le Slovenija, temu so se zavezale dejansko razen dveh, Velike Britanije in Češke, tudi formalno vse države Evropske unije. In vsezadnje je to zlato pravilo, o katerem je govora tudi pri nas zelo veliko. To zlato pravilo so sprejele vse te države, tudi s pogodbo o stabilnosti evra, se pravi s pogodbo, s katerim se bo zagotovilo to, da bo evro močnejša valuta, predvsem v primerjavi s kitajsko in ameriško valuto. Seveda pa to, da uredimo v tej državi javne finance, ni dovolj. Dejstvo je, da so nam nekatere mednarodne inštitucije v zadnjih letih pokazale, da naša konkurenčnost pada. Padanje konkurenčnosti pomeni, da so pogoji za gospodarjenje slabši. Pomeni, da so podjetniki, da so podjetja v slabšem položaju, kot je naša konkurenca. Zato ne more proizvajati tako konkurenčnih izdelkov, zato so stroški previsoki in ker so stroški previsoki, je seveda tudi manjši dobiček ali pa ga dejansko ni. Skratka, ena izmed temeljnih ciljev v državi je povečanje konkurenčnosti, poleg konsolidacije oziroma ureditve javno-finančnih vprašanj. Poleg konkurenčnosti, ki seveda pomenijo, da bodo podjetniki bolj stimulirani, da bodo začeli delati, da bodo bolj stimulirani, da bodo zaposlovali, da bodo bolj stimulirani, da bodo izvažali, da bodo vlagali v razvoj in tako naprej, pa je eno izmed velikih problemov, velikih težav v Sloveniji tudi bančni krč. Bančni krč dejansko pomeni, da so slovenske banke v tako slabem stanju, da se je izredno zmanjšalo kreditiranje gospodarstva tudi za dobre projekte. Tudi za tiste projekte, ki dejansko pomenijo dodano vrednost in ki pomenijo seveda večji bruto družbeni proizvod. S tem, ko bomo imeli boljšo konkurenčnost, s tem, ko bomo imeli boljše stanje v gospodarstvu, bodo ustvarjena nova delovna mesta in ne samo nova delovna mesta, ampak povečale se bodo tudi pravice delavcev. Pravice delavcev tako v gospodarstvu kot v javni upravi. Ni možno povečevati materialnih ali kakršnih drugih pravic delavcev brez realne osnove, se pravi brez tega, da ustvarimo dejansko več. To, da se povečujejo pravice delavcev, se povečujejo v vseh ozirih. Tudi delo bo bolj cenjeno in seveda za bolj cenjeno delo bo seveda tudi večje plačilo. Ampak pogoj za večje plačilo v realnem in v javnem sektorju je izboljšanje gospodarskih pogojev, boljši gospodarski rezultati, večji izvoz in seveda tudi to bo prineslo tudi več optimizma v našo državo. In seveda, če govorimo o teh ukrepih, ki so dejansko danes že v državnem zboru, ti ukrepi seveda pomenijo, da začasno ne moremo trošiti tistega, kar nismo ustvarili. Jaz vedno pravim, da to niso varčevalni ukrepi. Varčujemo takrat, ko ustvarimo več, kot porabimo. Mi pa nečesa nismo sploh ustvarili. To je tako kot doma. Kolikor dejansko imamo družinskih prihodkov, toliko lahko porabimo. Če želimo porabiti več, moramo v banko po kredit. Za kredit
moramo seveda zastaviti nepremičnino, premičnino, zavarovati kredit, dobiti jamstvo. Če kredita ne vrnemo, lahko to seveda ni pogosto, to pogosto ne delajo posamezniki, ta kredit zamenjamo za nov kredit. Vendar na koncu, ko kredita ne moremo plačati, dejansko takrat pride do tega, do rubeža oziroma do tega, da izgubimo to premoženje, ki smo ga zastavili. Ta logika je enaka ali zelo podobna v družini, v družinskem proračunu, v podjetju in podobna je tudi v državi, samo da država na koncu se zgodi ta stečaj ali kakorkoli že na nekak drug način, saj tako se je to zgodilo. Glede na to, da smo v Evropski uniji, pridejo svetovalci, pridejo tako imenovani strokovnjaki in v teh državah, ki so v Evropski uniji in ki so v območju evra, predpišejo recepte, kako narediti. Ti recepti in te operacije so seveda veliko hujše, kot so današnji ukrepi. In seveda, če rečemo, da danes ustvarimo približno 35 milijard in pol, toliko ustvarimo danes v državi. To je bruto družbeni proizvod. Po nekaterih podatkih približno 15% tega bruto družbenega proizvoda ustvari javni sektor, tako imenovani javni sektor. In res je, javni sektor prispeva k bruto družbenemu proizvodu. Nihče nikoli ni rekel, da ne. In nihče ne krivi javnega sektorja za današnje stanje. Stanje je bilo seveda krizno, veliko bolj očitno v gospodarstvu, kot v javnem sektorju do sedaj. In 15% ustvari bruto družbenega proizvoda javni sektor, 85% pa realni sektor. Po nekaterih takšno je razmerje. Če ustvarimo skupaj 36,5 milijarde, to pomeni 5,5 milijarde ustvari javni sektor, približno 30 milijard pa realni sektor. Če imamo v letošnjem letu 249 dni, potem seveda pomeni, da skupaj ustvarimo približno 140 milijonov na dan v Sloveniji. 21 milijonov na dan ustvari javni sektor po teh izračunih, 120 milijonov pa realni sektor. In seveda, če en dan ne delamo, pomeni, da ne ustvarimo teh številk, ki sem jih dejansko to povedal. Tukaj je seveda treba upoštevati to, da imamo danes seveda, ne moramo govoriti absolutno, ker na vsezadnje vsi v javnem sektorju ne delajo in seveda tudi delajo pa vsi v javnem sektorju. To so približne številke, kaj dejansko pomeni, tudi kaj pomeni stavka v nekih številkah in seveda zaradi tega jaz tudi na koncu, glede da se ne morem izogniti temu, da je treba, bom rekel, sprejeti te varčevalne ukrepe in da se je glede teh varčevalnih ukrepov dejansko potrebno pogajati in še enkrat pogajati in iskati kompromise. Ni mesta na trgih in cestah, mesto je v sobah, kjer se je treba sedeti za mizo in se pogajati.